Pozdravljeni! Tudi danes se bomo v našem običajnem komentarju novic dotaknili vseh tistih zanimivih tem, ki so se v Formuli 1 zgodile v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo dotaknili 4 tem oziroma 4 sklopov novic. In kot običajno, kolikor vas zanima, kaj piše v citiranih izvirnikih, imate bližnjice navedene, seveda v samem opisu tega prispevka. A tokrat v letos že 8. komentarju novic se bomo dotaknili različnih tematik, ki kot običajno niso dobile dovolj pozornosti ali pa potrebujejo, po mojem videnju, dodatni komentar. Da ne bomo predolgi in upam, da tudi ne preveč dolgočasni, je pa najbolje, da začnemo z našo prvo temo. Na začetku se bomo dotaknili izjave, ki jo je podal legendarni Mario Andretti in jo je mogoče dobiti na članku, objavljenem na portalu Total Motorsport 17. februarja. Znano nam je dejstvo, da družina Andretti si želi vstopiti v svet Formule 1 in mnogo delajo na tem, da javnost nekako privlečejo na svojo stran. In Mario Andretti je dejal, da njihovo sodelovanje s Cadillacom bo pomenilo v bistvu pravo zastopstvo Združenih držav v svetu Formule 1. In tu velja poudariti, da ekipa Haas v tem trenutku ima že licenco Združenih držav Amerike. Torej, po mnenju Marija Andrettija pri ekipi Haas niso pravi Američani. No, o tem se ni direktno izrekel, ampak namigoval je v to smer. Sam bi rad dodal, da pri ekipi Haas so tako Američani, kot naprimer pri Red Bullu so Avstrijci ali pa pri Mercedesu Nemci. Komor izmed nas, ljubiteljem Formule 1, se to pravzaprav ne zdi sporno. A zanimivo je še nekaj drugega. Mario Andretti je poudaril, da ekipa, ki jo imata skupaj s sinom Michaelom, bi bila prva prava ameriška ekipa v Formuli 1 po tistem poizkusu Dana Gurneyja in njegovih legendarnih bolidov z imenom Eagle. A tu je treba poudariti, da prav Mario Andretti ne pozna zgodovine Formule 1. Ne samo, da smo imeli na štartnem razporedu kar nekaj ameriških ekip tudi po tistem poizkusu Dana Gurneyja. Naj omenim samo Shadow ali Penske, ampak tudi on je praktično vozil za Parnellija Jonesa, ki je bil konstruktor in mu je dal priložnost v Formuli 1. A treba je biti natančni, namreč ekipa Dana Gurneyja se je imenovala Anglo-American Racers. Torej, že v samem imenu so poudarili, da niso čisto pravi Američani. In uporabljali so motorje Westlake, ki zopet so bili izdelani v Veliki Britaniji. Torej, tudi Mario Andretti tu je v svoji izjavi rahlo prikrojil tisto, kar pravijo zgodovinske knjige. A verjetno malo kdo je to opazil, ker danes se o preteklih dogodkih govori premalo. A pojdimo k naši drugi temi. V naši drugi temi se bomo pa ukvarjali z novico, ki jo je verjetno marsikdo izmed vas dobesedno spregledal. 20. februarja na spletnem portalu RaceFans so objavili, da ekipa McLaren bo imela na razpolago na 15 velikih nagradah tudi oba voznika, ki
nekako služita ekipi Aston Martin. In govorimo o obeh rezervnih voznikih, Stoffu van Dornu in Felipeju Drugoviču. Pred nekaj dnevi smo lahko brali, kako bo Mick Schumacher praktično na razpolago tako Mercedesa kot McLarena. In to novico je bilo mogoče zaslediti v mnogih virih, tudi takih, ki se primarno s Formulo 1 ne ukvarjajo. To, da se bodo k temu bazenu priključili tudi seveda Van Dorn in Drugovič, pravzaprav ni poželo toliko zanimanja. A sedaj moramo biti natančni, zakaj pravzaprav pri McLarenu gre. Njihov prvi uradni rezervni voznik je Španec Palou, ki pa bo na 15 velikih nagradah od 23 zaseden, namreč tekmuje v prvenstvu IndyCar. Zato so pri McLarenu sklenili dogovor z drugimi ekipami, ki uporabljajo pogonske sklope Mercedes, da ukolikor bi bilo potrebno, uporabljajo tudi njihove rezerve. A to ni nič takega. Naprimer, tudi na lanski sezoni so imeli sklenjen podoben dogovor, čeprav so se v bistvu dogovorili kar tako z Oskarjem Piastrijem. A pustimo sedaj to, zgodba je znana. Zanimivo je nekaj drugega. Zakaj novica ni požela toliko zanimanja kot praktično ena in ista zadeva, ko je bil v bistvu vključen Mick Schumacher. To je nekaj, kar se moramo mi, navdušenci, začeti spraševati. Je samo znan priimek tisti, ki zagotavlja branost in zanimanje nas, ali je v bistvu vsebina takšne ali drugačne novice. O Felipeju Drugoviču bomo govorili tudi v naslednjem sklopu, zato je najbolje, da gremo kar na našo naslednjo temo. Le dan kasneje, 21. februarja, smo lahko na uradni spletni strani Formule 1 prebrali, da Felipe Drugovič bo nadomeščal poškodovanega Lensa Strolla na prihajajočem zimskem testiranju. Priznam, da v posebnem prispevku pred zimskim testiranjem sem omenil, da obstaja možnost, da bo Fernando Alonso odpeljal vse 3 dni, a pri ekipi Aston Martin so se odločili drugače in odločitev kot taka je izjemno drzna. Felipe Drugovič je talentiran voznik, o tem ni dvoma, ampak zagotovo nima takšnih izkušenj, kot jih imata Lance Stroll in predvsem Fernando Alonso. Obstaja velika možnost, da med samim zimskim testiranjem bo storil kakšno napako, imenujemo jo začetniško, ker začetnik tudi je. In to bi pomenilo, da razvojni plan bolida AMR 23 bi bil dobesedno ogrožen. Namreč na zimskem testiranju se lahko uporablja le en bolid in ukolikor ta je poškodovan in ne more krožiti po sami progi, ne smejo uporabiti drugega. A treba je poudariti, da pri ekipi Aston Martin resno delajo na razvoju Felipeja Drugoviča, drugače mu te priložnosti ne bi dali. In konec koncev lahko se vprašamo, zakaj imajo Stoffla van Dorna. Ta ima izkušnje, vozil je za McLaren, bil je že rezervni voznik pri tovarniški ekipi Mercedes in ima naslov svetovnega prvaka sicer v Formuli E. In tu se lahko vidi, kako je Van Dorn nekako zopet potisnjen na nek stranski tir, podobno kot se mu je to zgodilo pri Mercedesu. A treba je poudariti, da brazilska šola zopet dobiva kar nekaj članov, ki so prisotni tudi v svetu Formule 1. Ne smemo pozabiti na Fittipaldija pri ekipi Haas in sedaj z Drugovičem se možnosti, da bomo zopet videli Brazilca na štartnem razporedu, povečujejo. Upam, da se bo to zgodilo prav kmalu, kajti brazilska publika si to zasluži. A pojdimo še k našem zadnjem sklopu za danes.
V našem zadnjem današnjem sklopu se bomo pa za trenutek vrnili v preteklost. Kot poroča spletni portal motorsport.com 21. februarja, bodo v Madridu postavili na ogled tisto šasijo, v kateri se je ponesrečil Romain Grosjean leta 2020 na progi v Shakirju. Zgodba, ki je nam, navdušencem, ostala v spominu. Namreč neskončno dolgih 28 sekund je potreboval Romain Grosjean, da je prišel iz gorečega bolida, a konec koncev, razen dokaj resnih opeklin, ni bilo hujših posledic. A sedaj si bomo lahko ogledali, v kakšnem stanju je tista šasija, ki je dobesedno rešila življenje švicarsko-francoskega voznika. In vidimo lahko, da tudi v današnjem času pravzaprav ogljikova vlakna so edini material, ki pravzaprav omogoča kaj takega. In tu bi vas rad spomnil, da se je vse začelo tam v daljnih 80 letih prejšnjega stoletja, ko so pri McLarenu napravili šasijo MP4, kar se je znano tudi kot MP4/1. Pravzaprav takoj zatem je John Watson dokazal, da šasija iz ogljikovih vlaken rešuje življenja. Nekaj, kar je praktično ostalo resnično tudi danes, desetletja zatem. A prišli smo do konca tudi tokratnega komentarja novic. Zato ne preostane drugega, kot da se vam zahvalim za vašo pozornost in želim lep dan še naprej.